Rdeča nit sklopa vsebinsko usklajenost sestavin elaborata in pomen kontrol IS-kataster so obrazci in druge sestavine elaborata. Ob posameznem obrazcu se predstavitev dotakne vsebine, ki je znotraj katastrskega postopka, ki ga posamezen obrazec definira, bistveno drugačna od prejšnje zakonodaje, ali pa se je zdelo potrebno oziroma se je izkazalo za potrebno, da jo je potrebno zgolj bolj poudariti. Se pravi, star sistem je predvidel, smo imeli elaborate v papirni obliki, vlogo v papirni obliki, cel kup izmenjevalnih datotek, vhodnih in oddanih izhodnih datotek. Vse to smo s 4.4.2022 zamenjali za eno samo XML datoteko. Ta XML datoteka je zdaj naš cel elaborat, ki je sestavljen iz v bistvu neke XML ovojnice, kjer so podatki o podjetju, pooblaščencu, tehničnih postopkih, katastrskih postopkih, podatki o vlagateljih, sestavinah in zapisniku. Tudi zahteva je zdaj del tega zapisa XML datoteke in ni več v fizični obliki. Potem so tukaj v tej XML datoteki, se pravi v elaboratu, skriti sklopi, v katerih so zapisani objekti in vezane entitete za izvedbo sprememb v sistemu kataster. Pomemben del tega zapisa je zgodovina z enotami obdelave, o tem bomo v nadaljevanju malo več povedali, in pa seveda priloge elaboratu v obliki skenogram elaborata v obliki obrazcev in pa fotografije stavb. Pomembno je, čeprav imamo eno samo XML datoteko in kot smo zdaj videli, sestavljena iz več sestavin, da so te sestavine elaborata, se pravi zahteve, naslovna stran, zapisniki, digitalni podatki, ki so zdaj skriti v digitalni obliki, med seboj identični in medsebojno usklajeni. Na spletni strani Geodetske uprave najdemo v bistvu v rubriki zakonodaja in potem naprej še specifikacije celotno novo zakonodajo, zakon o katastru nepremičnin, pravilnik o vodenju podatkov katastra nepremičnin in vse ostale dokumente, ki so bili sprejeti na podlagi te osnovne zakonodaje. Tako tukaj najdemo izmenjevalni format za vpis podatkov v katastr nepremičnin, šifrant, v katerem imamo navedene v bistvu v Excelovi datoteki vse podatke o tem, katere katastrske postopke imamo, kateri so podpostopki, kakšne so priloge, kakšne priloge pašejo k posameznemu katastrskemu postopku, kakšne so metode določitve položaja, površine, višine, načini določitve površin delov stavbe, označitve točk, točnosti, položaja in višine, statusi meritev, tipi lastnikov, tipi stavb, tablic, pravzaprav neka biblija katastrskih postopkov oziroma izdelave, pomoč pri izdelavi XML datoteke. Poleg tega najdemo na tej spletni strani na tem mestu tudi obrazce za pripravo elaboratov in zares so pripravljena podrobna navodila za izpolnjevanje teh obrazcev. Potem pa tudi katalog stavb in pa nekaj vzorčnih elaboratov, da nam kot pomoč pri izpolnjevanju teh obrazcev. Če preden gremo na vsebino XML datoteke, se dotaknemo še malo, kako so strukturirane kontrole. Vemo, da se elaborat odda v IS-kataster in se ob tem sprožijo kontrole. In sicer so te kontrole strukturirane tronivojsko. Prvi nivo so tehnično preverjanje ustreznosti entitet in šifrantov, v drugem nivoju so skrite nepričakovane napake in šele tretji nivo kontrol požene v bistvu kontrole na bazi, se pravi vsebinsko preverja oddan elaborat. Se pravi, prvi in drugi nivo, tehnično preverjanje in nepričakovane napake, se skrivata v datoteki uvoz podčrtaj napake tekst na kartici postopka pod dokumenti priloge in datoteke. In sicer prvi nivo gre za konkretne napake v XML datoteki in te napake se v tej datoteki izpišejo prav eksplicitno, vsaka napaka
tukaj vidite je obkroženo napake in potem se izpiše napaka in točno razložena je, za kakšno napako v XML datoteki gre in rešitve ni druge, kakor da geodetsko podjetje oziroma pooblaščeni inženir elaborat popravi, se pravi XML datoteko popravi in po odpravi napake ponovno izvede prevzem XML datoteke v sistem. Drugi nivo napak je v bistvu razviden na ta način, da v tej isti uvoz napake tekst datoteki najdemo v bistvu zapis, ki ga niti ne znamo razvozlati sami, nikjer pa, kot vidite iz prikazanega primera, ni razvidno ni tiste vrstice, kot je bila prej, napake in potem eksplicitna obrazložitev te posamezne napake. Ukolikor se vam zgodi v izpisani datoteki tovrstna napaka, jo nemudoma sporočite na pomoč uporabnikom in v bistvu to je pomoč nam, da se je na bazi nekaj zalomilo in da je potrebno napako odpraviti. In šele tretji nivo napak v bistvu kontrolira dejanske napake v samih oddanih XML datotekah. To stanje verjetno zdaj že tako vsi uspešno poznate, se pravi, kadar gre za bloker, je treba napako odpraviti, brez odpravljenega blokerja uvoz ni mogoč. Kadar gre za opozorilo, pa mora tako geodetsko podjetje, kot tudi potem preglednik na strani geodetske uprave v bistvu vedeti, zakaj je spustil elaborat skozi kljub opozorilu. Vsa opozorila niso nujno potrebna, da se odpravijo, je pa treba stati za obrazložitvijo, zakaj se to opozorilo ni odpravilo. In najlepše seveda je, če dobimo kljukico in je kontrola uspešna. Se pravi, iz tega predstavitve je lepo razvidno, kaj v bistvu ta vprašaj nam obrazloži, klik na ta vprašaj, poleg napake nam obrazloži samo kontrolo. V rdečem krogcu pa je izpisano število napak. Klik na ta rdeči krogec nam potem tudi izpiše to specifično napako, ki se je zgodila in klik na to napako v bistvu nas vrže potem v grafiko in nam konkretno napako tudi v grafiki predstavi. In v trenutku, ko geodetsko podjetje poskuša oddati ali pa odda in se mu pač pojavijo napake, zdaj v tem primeru ta konkreten primer, ki ga gledate na prosojnici, je bil z blokerjem, se pravi, datoteke niso šle skozi v sistem, kljub temu se je na kartici postopka oziroma v grafiki prikazalo nov sloj, elaborat, ki kaže staro, novo stanje in pa napake kontrol. In v bistvu so se te napake kontrol, kljub temu, da zadeva ni šla skozi, pokazale zdaj v grafiki na tej kartici postopka in te kontrole lahko zdaj v tem trenutku skozi to številko elaborata gleda že geodetska uprava in pooblaščeni geodet sam. Zdaj, če se vrnemo nazaj na obrazce, eksplicitno jih določa 29. člen pravilnika o vodenju podatkov katastra nepremičnin. Ta jih navede vse, poleg teh obrazcev imamo pa v 53. členu določene tudi druge sestavine elaboratov, se pravi, poleg teh obrazcev, ki so navedeni tu, imamo še pri določenih postopkih dodatne sestavine elaboratov. Vse te sestavine, obrazci in sestavine v bistvu so definirani tudi v izmenjevalnem formatu za vpis podatkov katastra nepremičnin, se pravi v šifrantu, ki sem ga omenila že prej in se ga najde na spletni strani geodetske uprave pod zakonodajo. In sicer v zavesici Excelove datoteke, katastrski postopki X priloge, se da elegantno izvesti sort glede na katastrski postopek z vsemi potrebnimi sestavinami tega katastrskega postopka. In v naslednji koloni je zapisana tudi obveznost teh sestavin. Vse te sestavine oziroma te priloge, ki se oddajo, se zapišejo v PDF obliki in v PDF elaboratu jih najdemo tle na desni strani, je prikazano tudi kot zaznamke.
Zdaj za vsak različni katastrski postopki seveda zahtevajo različne priloge in to je že ena izmed kontrol katastra ob oddaji, da imate za določen katastrski postopek vse obvezne sestavine, ki so razvidne, kot sem že prej rekla, tudi iz zaznamkov digitalnega oziroma PDF dela elaborata. Če se lotimo zdaj obrazcev, osnovni obrazec vsebina elaboratov in pa naslovna stran obrazca sta edina dva obrazca, ki sta v bistvu v vsakem elaboratu samo enkrat prisotna. Vsi ostali obrazci se pač lahko tudi podvajajo in se sestavljajo v bistvu glede na potrebe za vsak katastrski postopek. Preden se lotimo naprej teh obrazcev, dajmo si definirati najprej, kaj so sestavine. Sestavine znotraj katastrskih postopkov so v bistvu nepremičnine in sicer so to lahko parcele, bonitete, občine, stavbe, deli stavb in se v bistvu gre za identifikatorje, ki definirajo posamezen katastrski postopek. Poznamo glavne sestavine in sosednje sestavine. Se pravi, glavne sestavine so tiste sestavine, ki so na vlogi in so od vlagatelja, kadar imamo katastrski postopek, ki ga je potrebno definirati z glavnimi in sosednjimi sestavinami. Sosednje so pa pač nepremičnine oziroma identifikatorji nepremičnin od sosednjih nepremičnin. Se pravi, če tukaj pogledamo konkretno katastrski postopek ureditve meje, imamo glavne sestavine, parcelo vlagatelja in sosednje sestavine, parcelo soseda. Pri vpisu stavbe je sestavina, glavna sestavina na zahtevi vedno parcela, ker ta stavba še ni vpisana v kataster nepremičnin. Če pogledamo naslovno stran elaborata, najprej na desni strani ta na veliko napisan elektronski podpis. Ni tukaj za okras na naslovni strani, ampak ima nalogo, da v bistvu digitalni elaborat s strani geodetskega podjetja oziroma pooblaščenega inženirja zaklene in v bistvu onemogoči kakršnokoli zlorabo vsebine tega elaborata. Navedejo se na naslovni strani šifra katastrske in vsi katastrski postopki znotraj te katastrske občine in identifikatorji, in sicer zgolj glavne sestavine identifikatorjev. Navedajo se tudi številke objave katastrskega postopka. Pri vpisu stavbe in delov stavb pa se za razliko od zahteve v tem primeru ne navaja parcela, na kateri ta stavba stoji, ampak se navede številka stavbe, ne glede na to, da ta stavba še ni v sistemu katastra nepremičnin v bazi, se pravi, ampak je ta številka zgolj iz rezervacije. To je izjema in še ta samo za naslovno stran elaborata. Vkolikor izvajate postopke iz več katastrskih občin, potem se ta tabela s katastrska občina, šifra in ime in potem katastrski postopki ponovi tolikokrat, za kolikor katastrskih občin je izdelan ta elaborat. V nadaljevanju se seveda navede podjetje in še vedno veljajo vsa pravila, ki so veljala prej, da geodetsko podjetje za vodenje izvedbe inženirskega dela katastrskega postopka določi pooblaščenega inženirja s področja geodezije in ta pooblaščeni inženir s področja geodezije potem usklajuje izvedbo inženirskega dela katastrskega postopka, samo pravi naloge, za katere ta ali drug zakon tako določa, in s podpisom potrdi elaborat in s tem tudi, da elaborat ustreza dejanskemu stanju. In kot sem že na začetku povedala, s tem ga tudi zaklene in v bistvu onemogoči kakršnekoli nadaljnje zlorabe. Kar se tiče vpisa stavb in delov stavb, lahko določene segmente še vedno izvaja tudi projektantsko podjetje, se pravi projektant mora za upravljanje teh nalog določiti pooblaščenega inženirja ali pooblaščenega arhitekta, in v tem primeru potrdi elaborat tudi pooblaščeni projektant. Vkolikor gre za elaborat, ki je bil izdelan v sodnem postopku, ga s podpisom in odtisom svoje štempilke potrdi sodni izvedenec geodetske stroke
Lahko pa strokovna dela v zvezi s spreminjanjem bonitete zemljišč izvede tudi oseba, ki ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih prve stopnje z področja kmetijstva ali gozdarstva in pooblastilo za bonitiranje zemljišč. Se pravi, v postopku spreminjanja bonitete zemljišč podpiše ta elaborat tudi strokovnjak za bonitiranje zemljišč. Rekli smo, da se na naslovno stran elaborata vpiše tudi številka objave. V enem elaboratu je lahko zgolj ena objava. To objavo je v sistemu možno dopolnjevati. Že objavljena objava mora vsebovati vsaj en katastrski postopek z vsaj eno sestavino in ob oddaji se vedno kontrolira, ali objava vsebuje sestavine, kot so vdane o elaboratu. Rekli smo, da na naslovno stran napišemo zgolj glavne sestavine, se pravi glavne identifikatorje nepremičnin, ki ta katastrski postopek določajo, medtem ko v objavi so vedno vse sestavine, glavne in sosednje sestavine. Pa še to, v začetni fazi IR-kataster ni imel prav elegantne rešitve za tole dopolnjevanje in dodajanje znotraj objave, zato so se zgodile na enem postopku dodatne objave. To ni noben problem, na naslovno stran se napišejo pač vse številke objav, ki so bile za ta katastrski postopek izvedene. Treba je pa slediti navodilom, ko sem jih pri objavi na začetku povedala, se pravi, oddate lahko elaborat zgolj z eno objavo in tik pred oddajo lahko to objavo v bistvu zdaj dopolnite s podatki, se pravi s sestavinami iz tistih ostalih objav, ki ste jih dodatno za ta katastrski postopek izvedli. Če se zdaj malo pogledamo še zahtevo, že na začetku sem povedala, da zahteva ni več v pisni obliki, tako kot smo jo bili vajeni včasih s podpisom in tako, ampak gre zgolj za podatke, ki so skriti v XML datoteki. V zahtevi se vedno napišejo katastrski postopki, vlagatelji, napišejo se vse glavne enote in sosedne enote, se pravi sestavine so tukaj glavne in sosedne. Opozorila bi na postopek parcelacije. Vemo, da so vsi vlagatelji pri parcelaciji vsi lastniki. V primeru zdaj digitalne zahteve je potrebno te vlagatelje dejansko tudi v datoteki v bistvu označiti. Ne samo, da imate njihove izjave zraven, ampak da jih je treba tudi v datotekah označiti, da so vsi vlagatelji. V nasprotnem primeru se nam javi tale kontrola 209. In sicer označitev teh vlagateljev izgleda tako v Geosu, pač treba je odpreti tole zavesco in dodati vse kljukice pri vseh vlagateljih za postopek parcelacije, se pravi pri vseh lastnikih oziroma solastnikih, in na ta način se zadeva v bistvu doda v GeoProju. Do zdaj smo govorili v bistvu samo o sestavinah, se pravi o identifikatorjih nepremičnin, ki določajo katastrski postopek. Bi še par besed zgolj o enotah obdelave. Enote obdelave v bistvu so pri postopkih parcelacije in pa pri postopkih spremembe vpisa stavb in delov stavb, in sicer pri izbrisu in delitvi oziroma združitvi stavb oziroma delov stavb. Namreč enota obdelave je tista osnovna enota, iz katere se avtomatsko zgodi po dokončnosti naše spremembe v bistvu vpis te spremembe na zemljiško knjigo. In enota obdelave pomeni, tukaj je konkreten primer parcelacije narisan, če združujemo dve parceli, sta te dve parceli naša enota obdelave, če združujemo dva dela, sta te dva dela. Če bi iz teh parcel, kakor jih imamo tukaj v primeru, da jih ne bi združili, ampak bi rekli, da smo naredili parcelacijo samo parcele 899/6, potem bi bila samo ta 899/6 v enoti obdelave. Pa potem nove parcele nastanejo, ne? Vkolikor pa sta obe, ko sta šli v združitev, je treba paziti, da sta to dejansko
obe parceli kot enota obdelave vzeti. Tukaj je recimo primer, ko je to, kar sem zdaj razlagala, bilo narejeno narobe. In sicer izvajalec je naredil, je v bistvu želel združiti parcelo 4/2 in 4/3 v 4/4, pa je formiral enote obdelave napak in je pač dal 4/2 svoje enote obdelave in 4/3 svoje enote obdelave in tukaj se je javila kontrola 236 in je povedala, da vsebina enote obdelave ni primerna za podpostopek parcelacije, kar pomeni, da iz 4/2 to ni postopek parcelacije v 4/4. Ne? Če smo že na enotah obdelave in na združevanju parcel, naj mogoče opozorim zgolj še na ta, v bistvu na to kontrolo 173, ko gre za, vemo, da ne moramo združevati parcel ali delov stavb, ki nimajo enakega pravnega položaja. In v tem primeru se nam javi pač ta kontrola 173. Izjava vlagatelja zahteve je zdaj tisti obrazec, ki pravzaprav nadomešča prejšnje pooblastilo. V bistvu izjava vlagatelja v bistvu vlagatelj s to izjavo izrazi svojo voljo, da želi, da geodetsko podjetje v njegovem imenu dejansko opravi to storitev oziroma to storitev odda na geodetsko upravo. Pomembno je, da se na tej izjavi vlagatelja, pač ukolikor vlagatelj ni lastnik nepremičnine, zares označi tip vlagatelja, da se napišejo vsi katastrski postopki in nepremičnine posameznega katastrskega postopka lastnika iz te izjave. Napiše se številka objave tega katastrskega postopka in v tabelo zgoraj se napiše tudi šifra in ime katastrske občine. Vkolikor se zahteva vlaga na podlagi kakšne druge dodatne zakonske podlage, potem se vpiše na izjavo tudi ta dodatna zakonska podlaga in izjava mora biti podpisana s strani vlagatelja zahteve. Zdaj vemo, da določeni postopki, katastrski postopki, zahtevajo soglasja. Takšni postopki so točnejša določitev koordinat poteka urejene meje parcele, postopek nove izmere, postopek upravne komasacije in seveda izravnava meje. Zdaj pri izravnavi meje pač je potrebno podati izjavo o tem soglasju k izravnanemu delu meje. In v to izjavo je potrebno navesti parcelne številke in točke, med katerimi se ta meja izravna, ne pozabiti na ime in šifro katastrske občine. Zavesti je potrebno lastnike parcel, med katerimi se meja izravnava in seveda pridobiti podpise teh soglasij. Zdaj sama izjava v bistvu ni kot obrazec predvidena, kot del obrazca v bistvu strokovnega poročila pa so predvideni v bistvu pogoji oziroma izračuni pogojev za izvedbo same izravnave. In zdaj, če se malo te izravnave dotaknemo, vemo, da so ti pogoji zdaj po novi zakonodaji spremenjeni. Namreč površina parcela, med katerimi se opravi izravnava meje, se ne sme spremeniti za več kot 5% površine manjše parcele, vendar ne več kot za 1000 metrov, ta pogoj je spremenjen, in pa dodan je nov, da vsaka od parcel po izravnavi obsega najmanj 90% zemljišča parcele vpisane v katastru nepremičnin pred spremembo. Namreč vemo, da so se v zadnjem času v bistvu je izravnava izgubila svoj osnovni namen. Njen namen je namreč lažje dostopanje do določenega zemljišča oziroma lažja uporaba te nepremičnine. V bistvu so se za izravnavami začeli skrivati kar kakšni prometi z nepremičninami. In v ta namen so
še ena varovalka v bistvu v zakon dodana, in sicer, da zaporedne izravnave meje so sicer možne, ampak v primeru zaporednih izravnav pri izpolnjevanju vseh pogojev za izravnavo se upošteva zemljišče parcele, kot je bilo vpisano v kataster nepremičnin pred prvo izravnavo meje. Pa še ena novost je, označitev izravnane meje je po novem obvezna. Zdaj, zapisnik pišemo v vseh katastrskih postopkih, ki zahtevajo obravnavo. To so ureditev meje, nova izmera, vpis stavbe in vpis sprememb stavb oziroma delov stavbe. Če malo več povemo, zdaj tukaj imamo zapisnik mejne obravnave. Pomembno pri teh zapisnikih je, da je zares podan natančen vrstni red, potek in vsebina v postopku opravljenih dejanj in danih izjav. Iz zapisnika mora nedvoumno izhajati, pri katerih dejanjih so bili posamezni udeleženci prisotni in kaj so izjavili. In v opisu poteka mejne obravnave mora biti navedeno zlasti, kateri udeleženci soglašajo s predlagano mejo in kateri udeleženci so pokazali svojo pokazano mejo, ker s predlagano mejo ne soglašajo. Meja, ki se ureja, se v zapisniku mejne obravnave navede s parcelno številko in točkami, ki so predmet mejne obravnave. Lahko pa se zadeva prikaže tudi s skicami, z eno ali več skic, kjer morajo biti prav tako navedene vse parcelne številke in točke, ki so predmet te mejne obravnave. Mejno obravnavo vedno vodi pooblaščeni geodet, lahko pa zapisnik piše sam ali pa ga po njegovih navodilih piše kaka druga oseba. In v zapisniku mora biti navedeno, da so bili na mejni obravnavi posebej opozorjeni v primeru, če se meje razlikujejo od meje po podatkih katastra nepremičnin, navedena morajo biti dejanska in dopustna odstopanja za vsako lomno točko na tej točki. Iz zapisnika mora biti jasno razvidno, da so bili udeleženci na mejni obravnavi, ki so pokazali mejo, ki se razlikuje od meje po podatkih katastra nepremičnin, opozorjeni, da take meje ni mogoče vpisati v katastr nepremičnin kot urejeno, in nedvoumno mora izhajati, da se šteje, da se udeleženci strinjajo s predlagano mejo, če niso pokazali svoje meje. Tudi, če se na mejni obravnavi s predlagano mejo ne soglašajo, oziroma če ne soglašajo, mora biti to v nadaljevanju jasno razvidno. Ne pozabiti na kronološko vodenje zapisnika. Druga stopnja v zadnjem času v pritožbenih postopkih zelo veliko pozornosti posveča prav temu popolnemu in kronološko vodenemu zapisniku. Sploh zdaj, po novi zakonodaji, ko vemo, da ZKN v upravnem postopku več ne predvideva pošiljanje izjav strankam, ki niso sodelovali na postopku, in tudi ne ustnih obravnav za tiste, ki se s pokazano mejo na terenu niso strinjale, s predlagano mejo na terenu niso strinjale. Tako da je v bistvu temu zapisniku zdaj mejne obravnave dana še večja teža, kot je bila po Zenonu. Tako da res v zapisniku mora biti vsa kronologija in vse, kar je bilo do zdaj povedanega. Rekli smo, da se zapisnik vodi tudi pri postopku nove izmere. Tukaj je mogoče pomembno poudariti, da če se v postopku nove izmere izvede preureditev parcel, je treba v postopku za te parcele na območju preureditve izdelati tudi zapisnik o preureditvi parcel. Več o zapisniku obravnave pri stavbah bo povedano v nadaljevanju. Zdaj, vemo, da zapisnik ni samo ta fizičen zapisnik, ki ga stranke podpišejo. Zapisnik je tudi en del XML datotek, se pravi v digitalni obliki ga je treba v bistvu prepisati, bi človek temu tako rekel. Tukaj se zelo veliko napak zgodi, zaradi tega, ker se v zapisnik navedajo, v digitalni obliki govorim, parcele, ki v bistvu sploh niso bile predmet ureditve, in potem se oglasi kontrola 248, ki v bistvu nas opozarja, da oseba, ki je navedena v zapisniku, ni lastnik nepremičnine v katastru, je, ampak ne za ta primer ureditve. Tako da je treba biti pozoren, katere sestavine so v digitalnem zapisniku vnesene, recimo pri postopku ureditve meje.
Skica je definirana kot položajno usklajen prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju. Osnova za izdelavo skice je vsekakor stanje v katastru nepremičnin. Prikažejo se kot osnova podatki o parcelah in stavbah v času izvedbe postopka za izdelavo elaborata. Skica mora biti izdelana tako, da skupaj z zapisnikom v celoti pojasnjuje izveden inženirski del katastrskega postopka, mora biti pregledna in primerna za trajno arhiviranje in distribucijo. Na skici se vedno prikažejo meje parcel, tlorisi stavb in sestavine, območje služnosti, območje stavbnih pravic, občin, katastrskih občin in državnih mej, seveda, če zajemajo, če to vsebino ta skica. Šifra in ime katastrske občine se v primeru, da je celotna skica znotraj ene katastrske občine, navede zgolj v naslov skice. Parcelne številke, številke stavb, identifikacijske oznake območij stavbnih pravic, identifikacijske oznake območij služnosti in sestavin delov stavb se navedajo v skici brez šifre katastrske občine. Enako velja za točke. Vkolikor pa ležijo te nepremičnine, se pravi, da gre čez našo skico tudi meja katastrske občine, da ležijo te nepremičnine v več katastrskih občinah, potem je treba na skici v skladu s ključem pokazati mejo katastrskih občin. Potrebno je navesti ime in šifro posamezne katastrske občine in na ta način nedvoumno prikazati pripadnost posameznih identifikatorjev posamezni katastrski občini. Vemo, da je zdaj po novi zakonodaji obvezna označitev vseh krajišč mej, ki smo jih urejali ali pa smo se jih s postopkom dotaknili. Treba je na skici tudi način označitve prikazati. Ne pozabiti prikazati v naravi izmerjene razdalje, in sicer prikazujemo razdalje med točkami na meji parcele in pa med točkami na meji parcel in drugimi točkami uporabljenih pri izmeri. In kadar izkazujemo neposredno bližino meje, se v skici prikaže tudi razdalja med točkami in detajlnimi točkami in razdalje, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev, ki so vezani na to neposredno bližino meje. Praviloma v skico prikazujemo horizontalne razdalje in kadar prikazujemo horizontalne razdalje, potem ta tip označimo zgolj s številko in napišemo zadevo na črto, ki med tema dvema točkama, katero razdaljo pač prikazujemo. Lahko pa prikažemo tudi poševno razdaljo, izjemoma, in to mora biti potem posebej označeno, in sicer tako, da se pred vrednost oziroma za vrednost napiše črka P, pripiše se črka P. Če pa je prikazana razdalja izračunana iz koordinat ali pa detajlnih točk, se ta na skici označi tako, da se razdalje zapiše v oklepaju. Razdaljo med točkami se v skico zapiše vedno na črto oziroma na del meje, na katero se ta razdalja nanaša. Kadar pa prikazujemo razdalje med točkami in drugimi stalnimi točkami ali pa detajlnimi točkami, ki niso pač del meje, potem pa to označimo s črtkano črto in na njo potem vpišemo to vrednost. Ne pozabiti tudi na skico vpisati razdalje med točkami, ki so na liniji in jih je treba pač na način kot linijske razdalje prikazati. V skico je potrebno napisati tudi podatek o lastnikih, ime in priimek oziroma firmo in prikazana mora biti topografska vsebina. V skici se topografska vsebina prikaže za nazornejši prikaz obstoječega stanja ali predvidenih sprememb. Ob prikazu topografske vsebine se smiselno uporabljajo znaki iz dokumenta Topografski ključ za izdelavo in prikaz vsebine geodetskih načrtov. Poleg same skice lahko zraven skici paše v bistvu tudi opis skice in pa pomen uporabljenih dodatnih simbolov in dodatnih barv. Mogoče še par besed o barvah na skici. Podatki, ki prikazujejo stanje, ki je opisano v katastru nepremičnin pred izvedbo inženirskega dela katastrskega postopka, se pravi staro stanje, je v skici vedno prikazano v črni stavbi, razen podatkov vezanih na stavbo.
Tloris stavbe. Tloris zemljišča pod stavbo in sestavine dela stavbe se na skici prikažejo z rjavo barvo, se pravi z barvo topografija. Predlagana meja se prikaže v modri barvi. Številke detaljnih točk in številke točke geodetske mreže se prikažejo v modri barvi, topografija se prikaže z rjavo barvo. Podatek, ki ne velja več, se prečrta s poševno črto rdeče barve oziroma se uporabi znak za brisanje v primeru brisanja linij. Spremenjeno stanje po izvedenem inženirskem delu katastrskega postopka in vsi novi podatki se vpišejo z rdečo barvo, razen v primeru predlagane in pokazane meje. Podatki, ki so bili lokacijsko izboljšani, se v skici označijo z zeleno barvo. Če gre za elaborat ureditve meje, se v skici prikažejo tudi pokazane meje, označi se, kdo je pokazal posamezno pokazano mejo. Pokazana meja se prikaže v poljubni barvi, ne sme pa se uporabiti črne, modre, rdeče in rjave. In na pokazani meji mora biti zapisana razdalja med točkami pokazane in predlagane meje. In prikazana morajo biti odstopanja med pokazano in predlagano mejo. Vedno se prikaže najkrajša razdalja. V skici elaborata parcelacije, ukolikor se ta izvaja na podlagi akta, se vedno napiše potem tudi ta akt. Mogoče samo malo še o tlorisu stavb. Če je bila v meritvah uporabljena stavba ali pa sestavina dela stavbe, smo rekli, da se tloris stavbe prikaže z rjavo barvo, in sicer se prikaže se tloris stavbe, tloris zemljišča pod stavbo in sestavina, ukolikor ta obstaja, skupaj s točkami. Za stavbo velja naslednje pravilo. Če je vpisano v katastru nepremičnin ali pa je podan predlog za vpis stavbe v tem elaboratu, se v skici poleg tlorisa stavbe prikaže tudi tloris zemljišča pod stavbo in če obstaja tudi sestavina dela stavbe. Če stavba obstaja na terenu, pa še ni vpisana v katastr nepremičnin in ta elaborat ne predlaga v bistvu vpisa, se prikaže samo tloris zemljišča pod stavbo z detaljnimi točkami in ustreznim znakom iz topografskega ključa za izdelavo in prikaz vsebine geodetskih načrtov. Številko stavbe se v primeru, da je stavba prikazana na skici in obstaja poligon tlorisa stavbe, vpiše znotraj tega poligona, enako velja za sestavino, in če stavba ne obstaja, se številka vpiše znotraj poligona, označenega s topografskim znakom za stavbo ali sestavino. In sicer ta številka se zapiše za stavbo tako, da se pred številko doda velika črka S, za sestavino pa SDS in potem številka dela, ki mu ta sestavina pripada. Prav tako se na skici prikažejo območja stavbne pravice in območja služnosti s poligonom in v poligon se vpiše identifikacijska oznaka območja. Za služnost se uporabi predtem OS, za stavbno pravico pa OSP. Prikaz sprememb se izdela posebej za parcele in posebej za stavbe. In ukolikor gre za elaborat spremembe bonitet zemljišč, se izdela tudi ta lahko. Se pravi, v prikazu sprememb za parcele se prikažejo podatki, ki so vpisani v katastru nepremičnin in spremembe, ki so predlagane v elaboratu. V grafiki se prikažejo spremembe meje parcele, območja služnosti, območja stavbne pravice in določitev spremenjenih mej občin. Prikaz sprememb izvedenega katastrskega postopka se izdela vedno za parcele, ki so v postopku in za sosednje parcele. Izjemoma se lahko na prikazu sprememb prikaže samo del parcele, vendar samo na del, vsaj najmanj tisti del, kjer je sprememba. Vsebina prikaza sprememb so grafične spremembe podatkov parcel, območje stavbne pravice ali služnosti in mej občin vpisanih v katastru nepremičnin. Spremembe mej parcel in mej občin se izdela skupaj na enem obrazcu. Spremembe območja stavbne pravice in služnosti se izdela posebej na svojem obrazcu. Ukolikor gre za prikaz sprememb območja stavbne pravice ali pa služnosti, potem se na ta obrazec dopiše, da gre za prikaz sprememb območja stavbne pravice oziroma območja služnosti.
Če so v prikazu sprememb prikazane parcele, ki ležijo v več katastrskih občinah, mora biti prikazana tudi meja katastrske občine in ime in šifra občine zapisana v prikazu na način, da je nedvoumno definirano, katere parcele ležijo znotraj katere katastrske občine. V nasprotnem primeru, če imamo vse parcele znotraj ene katastrske občine, podatek o šifri in imenu katastrske občine zadostuje zgolj v naslovu prikaza sprememb. Grafični prikaz se praviloma izdela v merilu 500 ali 1000, lahko pa tudi v poljubnem merilu, če to ne zmanjša preglednosti vsebine. Parcelne številke se na grafičnem prikazu vedno izpišejo brez šifre katastrske občine. Podatki, ki izkazujejo staro stanje, se pravi tisto v katastru nepremičnin pred izvedbo katastrskega postopka, se vedno prikažejo s črno barvo. Podatki, ki se nanašajo na predlagano spremembo po izvedenem postopku, pa se prikažejo v rdeči barvi. Meje parcel, občin, območja služnosti ali stavbne pravice, ki ne veljajo več, se v prikazu sprememb prikaže s črtko na črto. Podatek, parcelna številka, številka območja služnosti, številka območja stavbne pravice, ki ne velja več, se prečrta z rdečo črto. Nov podatek se prikaže z rdečo barvo. V prikazu sprememb pri postopku spremembe bonitete zemljišč se prikaže bonitetna območja pred spremembo in predlagana sprememba bonitete. Rekli smo, da posebej izdelamo, kadar oddelamo opis stavbe ali pa spremembe stavbe, potem se prikaz sprememb posebej izdela za stavbo. In sicer vsebina tega prikaza so grafične spremembe podatkov tlorisa stavbe in sestavin delov stavbe. Grafični prikaz spremembe prav tako kot za parcele praviloma izdela v merilu 1:500 ali 1:1000, vkolikor ne gre za zmanjšanje preglednosti vsebine, pa se lahko izdela tudi v poljubnem merilu. Enako se prikaže za stavbo stanje parcel, na katerih leži tloris stavbe. Izjemoma se lahko prikaže samo del te parcele, kadar gre za kakšno veliko parcelo. Številka stavbe in parcelna številka se vpišeta brez šifre katastrske občine in se prikažejo za stavbe in parcele, na katerih leži stavba. Podatek o šifri katastrske občine in imenu katastrske občine, kadar gre za eno katastrsko občino, se vedno izpiše zgolj v naslov prikaza sprememb. Podatki, ki se nanašajo na predlagano spremembo po izvedenem katastrskem postopku, se tudi za stavbo vpišejo v rdeči barvi. Tloris stavbe, ki ne velja več, se v prikazu sprememb za stavbo prikaže s črno črtkano stavbo, enako kot parcele. Sestavina dela stavbe, ki ne velja več, pa se v prikazu sprememb za stavbo prikaže z modro črtkano črto. Podatek številke stavbe, ki ne velja več, se prečrta z rdečo črto in nov podatek se prikaže z rdečo barvo. Če so v prikazu sprememb prikazane parcele ali stavbe, ki ležijo v več katastrskih občinah, mora biti prikazana tudi meja katastrske občine ter ime in šifra katastrske občine na način, da je iz grafičnega prikaza nedvoumno razvidno, katere stavbe in parcele ležijo v kateri katastrski občini. Pozor, stavba lahko obstaja zgolj v eni katastrski občini. Meja katastrske občine ne more sekati stavbe. Zdaj iz prikaza sprememb, poleg tega, kaj se je spremenilo, je razvidno tudi, kako je bilo novo stanje vklopljeno v bistvu v obstoječe podatke katastra nepremičnin. Vemo, da gre za koordinatni vklop zdaj in ta koordinatni vklop ne pomeni zgolj preprečevanje topoloških sekanj v okolici, ampak tudi ohranjanje relativnih razmerij okolice in včasih za zagotavljanje tega vklopa je pač potrebna tudi sprememba okolice. Brez postopka lokacijske izboljšave je dovoljena sprememba zgolj prvih par lomov v okolici in tudi prej, ko smo v skici govorili, ta sprememba lomov, v bistvu, če ne gre za lokacijsko izboljšavo, v bistvu se na skici ne prikazuje z zeleno barvo.
Ukolikor pa ugotovimo v bistvu, da je potrebno širšo okolico za zagotovitev koordinatnega vklopa popraviti, potem pa gre za postopek lokacijske izboljšave. In sicer možno je postopek lokacijske izboljšave določiti točkam in tlorisom stavb, če je položajna točnost točk nižja od 1 metra ali pa točnost sploh ni določeno. In sicer v okviru postopka, v bistvu, če ugotoviš recimo pri parcelaciji ali pa pri ureditvi meje, da ne boš mogel zagotoviti koordinatnega vklopa zgolj s tem, da boš popravil prvih par lomov, potem je potrebno v elaborat vključiti tudi poseben postopek, katastrski postopek lokacijske izboljšave in vključiti v ta postopek meje parcel, ki so v pasu 100 metrov od parcele, ki jo imaš v obdelavi. In ta opis postopka je potrebno podrobno izvesti v strokovnem poročilu. Ukolikor se še vedno ugotovi, da koordinatni vklop kljub temu katastrskemu postopku lokacijske izboljšave ni možen, potem je potrebno podati predlog na geodetsko upravo, da ta izvede lokacijsko izboljšavo na širšem območju kot predhodni postopek. Vsebina strokovnega poročila je odvisna od vrste katastrskega postopka. Načeloma poročilo vsebuje podatke o določitvi koordinat, izračun površin, uporabljene podatke in analizo točnosti. Način izmere ostaja enak, kot je bil prej in se z novo zakonodajo ni spremenil. V strokovnem poročilu se navedajo podatki o geodetski izmeri, in sicer splošni podatki izmere, podjetje, ki je izvedlo meritve in datum izmere, podatki o metodi izmere, podatki o transformaciji v primeru, da gre za določitev koordinat s transformacijo. Pomemben je zapis o podatkih kontrolnih merjenj, ki predstavljajo primerjavo razdalji med razdaljo merjeno na terenu in med točkama in računano iz koordinat točk. Izračun koordinat se izdela za točke, katerih koordinate niso bile določene z izmero na terenu. Pomembno je, da če se spremenijo ali na novo določijo koordinate točk, je potrebno podatke o določitvi koordinat točk v strokovnem poročilu navesti na način, da je omogočena ponovna izvedba in sledljivost postopka ter preveritev izvedenih opazovanj, izračunov in predlaganih sprememb koordinat. Za prikaz spremenjenih podatkov o točki se izdela seznam točk, in sicer na način, da se izdelajo seznami brisanih točk, spremenjenih in dodanih. Za spremenjene podatke, se pravi za spremenjene točke, se seznam naredi na način, da se izpišejo obstoječi podatki pred spremembo v črni barvi in potem še z rdečo barvo dodajo novi podatki o tej točki. Kar se tiče uporabljenih podatkov, je potrebno navesti podatke, ki so bili uporabljeni v postopkih za izdelavo elaborata, utemeljiti njihovo uporabo in posebej navesti razloge, kadar niso bili uporabljeni zadnji vpisani in drugi razpoložljivi podatki. Navajanje pridobljenih podatkov mora biti jasno in nedvoumno. Vpiše se enolična številka postopka v zbirki listin katastra, na primer katastrska občina in IDPOS. V strokovnem poročilu za vpis sprememb v katastru nepremičnin na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali sodne poravnave se uporabljeni podatki ne navajajo. Rekli smo, da je del strokovnega poročila tudi analiza točnosti. Ta vsebuje analizo točnosti koordinat točk in določitev neposredne bližine meje parcele. Analiza točnosti dokazuje, da spremenjena ali nova meja ne posega v sosednjo parcelo. Ob pregledu in analizi podatkov uporabljenih, takrat, kadar to določa zakonodaja, se oceni tudi točnost koordinat točk in določi neposredna bližina meje parcele glede na točnost obstoječe meje, na primer v katastrskem postopku parcelaciji določitvi območja služnosti. Pod to točko mora biti jasno napisano oziroma izkazano izpolnjevanje pogojev vezanih na določitev neposredne bližine, pri čemer se lahko neposredna bližina in razdalja med obstoječo in novimi mejami prikaže tudi v skici. Če na podlagi vpisanih podatkov o točnosti točk ni mogoče dokazovati izpolnjevanja pogojev, mora biti to utemeljeno z dodatnimi meritvami,
lokacijsko izboljšavo ali ureditvijo meje. Se pravi, strokovna poročila se med seboj razlikujejo tudi glede na to, kakšne katastrske postopke imamo. Analiza točnosti ni zgolj nek prosti spis, ampak tako kot je bilo prej povedano in definirano, v bistvu je treba zadevo narediti v skladu z pravilnikom. Tle je pa pač sem primer, ko je geodetsko podjetje navedlo, da tloris stavbe ne sega preko meje parcele, v prikazu sprememb je pa ravno obratno. In tudi kontrola 192 v zvezi z neposredno bližino v bistvu javlja napako, da smo v območju točnosti obstoječe meje. Del strokovnega poročila je tudi izračun površin. In sicer se v obliki tabele staro-novo stanje izračun površin prikaže zgolj ob določitvi novih parcel ali ob določitvi območja stavbne pravice oziroma območja služnosti na parceli. Prikaže se izračun tudi v postopku izravnave, in sicer kot izračun pogoja ob preverjanju pogoja sprememb površin. Ob določitvi območja stavbne pravice ali pa območja služnosti na parceli vsebuje izračun površin tudi seznam točk, ki so bile uporabljene za izračun površine območja. Če točke, ki so bile uporabljene za izračun površine ali pogoja, niso navedene v seznamu točk, se te točke doda na seznam oziroma se doda seznam teh točk z vsemi atributi. V izračunih, kjer se preverja izpolnjevanje pogojev vezanih na površine, se v izračunih uporablja površine zaokrožene na kvadratni meter, se pravi površina parcele, ki je večja od pol kvadrata, se zaokroži na 1 kvadratni meter. In način izračuna površine se vpiše kot šifra metode določitve površine, in sicer sta to dve metodi. Ena, površina parcele je izračunana iz koordinat točk parcelne meje, in šifra 2, prevzeti so že vpisani podatki površine parcele v katastru nepremičnin. Se pravi, v strokovnem poročilu se izračun površin prikaže samo ob teh povedanih, se pravi, kadar gre za novo parcelo ali pa kadar določamo območje stavbne pravice ali pa območje služnosti na parceli in kadar preračunavamo pogoje zaradi zagotovitve pogojev za parcelacijo. Drugače se izračuni površin ne prikazujejo v strokovnem poročilu. Kaj pa se s površinami parcel pravzaprav dogaja? Vemo, da lahko površino parcele, v bistvu do izračuna površine parcele pride lahko po 67. členu zakona na zahtevo vlagatelja ali pa po 17. členu zakona po uradni dolžnosti. Če zdaj sem pogledamo ta na zahtevo vlagatelja, se pravi stranka, lastnik parcele, pride na geodetsko upravo in želi podati zahtevo za izračun površine njegove parcele. V tem trenutku se izračun površine zgodi iz horizontalnih koordinat točk, ki določajo meje te njegove parcele, ne glede na status in točnost teh točk. O tem je vlagatelj v trenutku vložitve zahteve tudi poučen in v bistvu on na samo površino ne more vplivati drugače, kakor da stremi k temu, da bi meje svoje parcele uredil s čim višjo točnostjo. Se pravi, v primeru, da pride k nam lastnik parcele in zahteva izračun površine, se ne glede na to, za koliko se je spremenila površina od tiste, ki je vpisana trenutno v katastru nepremičnin, zgodi sprememba in preračun iz horizontalnih koordinat. Druga način spreminjanja površine, trenutne površine v katastru nepremičnin pa je ob kakšnem drugem katastrskem postopku. In sicer, ko rečemo, da se parcela v katastru nepremičnin označi kot urejena, se pravi, ko se še zadnja meja te parcele uredi, takrat se zgodi preračun površine, ko se spremeni ali točneje določi urejena meja parcele, ko se uredi del meje parcele ali pa za nove parcele. Se pravi, v bistvu se v ozadju avtomatsko ob
vsakič, ko se nek katastrski postopek dotakne parcele, dogaja preračun površine. In sicer ta preračun površine se vedno dogaja iz horizontalnih koordinat. Sprememba v katastru nepremičnin v bazi se pa te površine izvede samo ob upoštevanju dveh kriterijev. In sicer glede na osnovno urejenost parcele po evidentirani spremembi in glede na mejno vrednost te spremembe površine parcele. Če imamo, se pravi, osnovno urejenost parcele, govorimo o urejeni parceli, ne glede na to, kak katastrski postopek je, se sprememba, ki se zgodi, tudi vpiše v katastr nepremičnin. Kadar pa imamo neurejeno parcelo, ki se jo nek katastrski postopek dotakne, se pa upoštevajo mejne vrednosti te parcele, razen pri katastrskem postopku parcelacije. Se pravi, kadar dobimo novo parcelo, ni važno ali z delitvijo ali združitvijo dveh drugih parcel, ne glede na mejne vrednosti, se vedno v ozadju zgodi preračun iz horizontalnih koordinat in se pri parcelaciji, ne glede na urejenost te parcele, tudi zapiše ta sprememba v katastr nepremičnin. Zdaj govorimo o mejni vrednosti. Mejna vrednost je v bistvu razlika med vpisano atributno in izračunano novo površino iz koordinat. In če je ta sprememba večja od 10% vpisane površine, se neurejeni parceli izračuna površina iz koordinat. V nasprotnem primeru se površina v bazi ne spremeni. Vedno se v ozadju dogaja preračun, kadar se kakšen katastrski postopek neke parcele dotakne, ampak se vedno potem upošteva, ali je parcela nova urejena, se vedno zgodi sprememba, če parcela ni urejena, se upošteva 10% mejne vrednosti za spremembo površine. Za nove in urejene parcele, se pravi pri parcelaciji, ne glede na to, ali smo združevali ali delili, in pa kadar imamo v celoti urejeno parcelo, se površina parcele vedno izračuna iz koordinat točk. V katastr se vpišejo usklajeni, atributni in grafični podatki. Za nove parcele se mejna vrednost ne določa, saj za novo parcelo še nimamo v bistvu vpisane površine. In ta izračun se prikaže v elaboratu za nove parcele. Težimo v bistvu v katastru nepremičnin, želimo priti v bistvu v končnem stanju do enotnega podatka o površinah, se pravi iz koordinat, iz horizontalnih koordinat. Za neurejene parcele se vpiše sprememba površine v katastr nepremičnin samo, če je razlika med vpisano površino in zračunano površino večja od mejne vrednosti razlike površin. In izračun v elaboratu za neurejene parcele, razen za postopek parcelacije, ni potreben. Zakonska izjema, kjer se površina ne spreminja, je zgolj postopek lokacijske izboljšave. Prej, ko smo govorili o koordinatnem vklopu in o možnosti spreminjanja koordinat prvih lomov, tudi to je v bistvu sprememba, ki se na tej parceli zgodi, in ker zadej ni postopka lokacijske izboljšave, če se to dela zgolj za zagotavljanje koordinatnega vklopa, se tudi za te parcele, ki sploh niso v postopku, v ozadju dogaja preračun površin. In v primeru, da je ta preračun površin pri neurejenih parcelah večji od 10%, se potem taka sprememba tudi zapiše v katastr nepremičnin. Obvestil o površini, spremenjeni, novi in urejeni, v upravnem postopku, ki je uveden na zahtevo z elaboratom, v tem trenutku ni. Tudi zakon jih na tak način, kot smo jih izdajali prej po dokončnosti aktov, ne predvideva. Ukolikor pride stranka s potrebo, s povpraševanjem po površini, po izvedenem katastrskem postopku, ne vem, parcelacije ali izravnave, potem ji lahko izdamo potrdilo o tem ali pa jo preusmerimo na javni vpogled, kjer bo pridobila ta podatek sama. Če se zdaj malo bolj osredotočimo še na obrazce oziroma na vpis stavb, vemo, da zdaj po novem povezavo stavbe in parcele določa tloris stavbe
in ta tloris stavbe lahko leži, to je maksimalen gabarit stavbe, se pravi tudi streha ali pa podzemni del. Ta tloris stavbe lahko leži tudi na sosednjih parcelah in v tem primeru je treba na obrazec o podatkih o stavbi vpisati vse parcele, s katerimi je ta tloris stavbe povezan. Vkolikor gre za enotno lastniško stanje na vseh delih, ne glede na to, koliko delov ta stavba ima, je lahko na tem prvem obrazcu S1 tudi podana izjava lastnika vseh delov stavbe, da se strinja, da podatki v elaboratu izkazujejo dejansko stanje stavbe v naravi in njenih delov. V nasprotnem primeru je potrebno priložiti elaboratu za opis stavbe tudi zapisnik obravnave, in sicer geodetsko podjetje mora vsaki stranki omogočiti, da se seznani z izdelanim elaboratom za opis podatkov o stavbi in delih stavb in da se o tem izreče. Za seznanitev z elaboratom geodetsko podjetje izvede obravnavo elaborata in o tem sestavi zapisnik. In v tem primeru mora elaborat, se pravi, kadar imamo različna lastniška stanja na delih, stavbi z več deli, mora elaborat vsebovati tudi zapisnik o izvedeni obravnavi. Tudi tukaj se šteje, da če se katera od strank ne udeleži obravnave elaborata, se obravnava opravi brez nje, potrebno pa je dokazovati pravilno in pravočasno vabljenje te stranke. In po novi zakonodaji je v bistvu dodana tudi možnost, da lahko stranka, ki meni, da elaborat ne izkazuje dejanskega stanja v naravi, se pravi, da se z nečem ne strinja, mora to nestrinjanje oziroma to, kar misli, da ni v redu, natančno in korektno navesti in predložiti dokaze za te svoje navedbe. Pooblaščeni geodet pa se do te prejete pripombe na to skladnost elaborata z dejanskim stanjem mora opredeliti in v elaboratu izkazati, da jo je upošteval in popraviti elaborat, kolikor je dejansko ugotovil, da bi jo bilo potrebno upoštevati pripombo. V nasprotnem primeru mora v zapisniku te obravnave obrazložiti, zakaj te pripombe ni mogel upoštevati. Se pravi, ukolikor pa gre za, da je, ne vem, posamezen lastnik vseh delov stavbe ali pa da so več solastnikov, pa da so vsi po vseh delih enotno lastniško stanje izkazujejo, potem pa je dovolj ta izjava lastnika podpisana na obrazcu S1. In mogoče samo še tukaj opozorilo, da za podatke o stavbi, za skupne dele stavb, in ki so v etažni lastnini, se obravnava elaborata vedno lahko izvede z upravnikom stavbe, če je ta določen. Ukolikor pa upravnika stavbe ni, potem podatke o stavbi in skupne dele je potrebno zopet izvesti obravnavo in sicer z vsemi etažnimi lastniki. Pri teh podatkih o stavbi in pri obrazcih bi mogoče opozorila na to, da je tloris dejansko unija vseh tlorisov nadzemnega, podzemnega in tlorisa stavbe na parceli in da ni potrebno pač nekega tlorisa umikati zaradi tega, da bo zadeva šla lažje, mislim, da geos ne bo kakšne napake javil. Pač tloris je unija vseh tlorisov. Potem velikokrat se na obrazcih je razvidno, da gre za podzemni tloris, da ima stavba tudi podzemni tloris, se pravi v sami XML, v samih datotekah pa podzemni tloris ni dodan in pa velikokrat tudi manjkajo označbe vhoda na prerezu. Potem bi pa mogoče opozorila še na to dejstvo, da pri površinah, ne glede na to, da je v datotekah vse pravilno narejeno, v konkretnem primeru tukaj imamo recimo 110 kvadratnih metrov nedoločenih prostorov, smo imeli v starem stanju, ki jih je geodetsko podjetje pravilno označilo kot brisane. Na levi strani je razvidna kartica postopka, ki je prišla
kot predlog za evidentiranje sprememb v IS kataster. Tudi tukaj teh nedoločenih prostorov, ki so bili pravilno brisani v XML-ju, ni razvidnih. Se pa zgodi, da potem ta zadeva nekako pride v odločbo, v izrek odločbe in zaradi tega prihaja do napak, tako da tukaj je opozorilo mogoče sodelavcem, preglednikom, da je potrebno pregledati tisto končno verzijo odločbe z vsebino v bistvu iz kartice postopka, zaradi tega, da potem v nadaljnjem postopku nimamo sitnosti z odpravami napak v odločbah. In pa še mogoče ena napaka, ki se pojavlja, hišna številka. V določeni verziji GEOS-a je dodatek hišni številki v bistvu GEOS prebral kot ponovitev hišne številke in v tem konkretnem primeru gre za naslov Kosova ulica 14, ne pa 1414, tako da to je opozorilo preglednikom, v bistvu ta slajd, da bodo pozorni pri izdaji odločbe na te dve malenkosti, ki se znata v določenih primerih, ne pa pri vseh, zgoditi. Potem imamo še obrazce bivše renske podatke, v bistvu podatki na obrazcu S9, gre za podatke v stavbi in delih stavbe, ki se spreminjajo načeloma lahko tudi z zahtevo brez elaborata. Kadar so te podatki del elaborata, potem tako, kot so izpisani v PDF delu, morajo biti spisani tudi v XML-ju na isti način in ni potrebno, da jih v tem primeru, kadar je to del elaborata, podpiše lastnik ali vsi solastniki, lahko jih tudi pooblaščeni geodet, ker so itak v bistvu že podpisali obravnavo lastniki oziroma saj obrazec S1, kjer so izjavili, da se strinjajo, da so podatki izkazujejo resnično stanje dejansko iz narave. Potem mogoče samo še opozorilo, da če gre za postopek vpisa stavbe in delov stavbe, potem mora kot tak biti zaveden tudi v XML-ju, v datoteki. Tukaj konkretno je razvidno, da je bilo v datoteki narobe izbran je bil postopek vpisa sprememb podatkov, v bistvu gre pa za vpis stavbe in delov stavbe. Mogoče je tukaj prihaja do napak iz tega razloga, ker določene stavbe, ki so bile rezervirane še v starem sistemu, so v katastru nepremičnin že vpisane z identifikacijsko številko, ki jo je potrebno uporabiti. In v bistvu pri izdelavi datotek mogoče si res pomagati s tem, da poveš, da delaš spremembo že obstoječe, ampak tukaj je treba uporabiti, če gre za postopek vpisa stavbe, potem tudi dejansko v datotekah postopek vpisa stavbe in delov stavbe, ne pa spremembe, ne glede na to, da ste uporabili stavbo iz katastra nepremičnin s bivšim renskim vpisom, minimalnim vpisom. Tukaj še nekaj napak. Recimo napaka 44, ki pove, kdaj je nepravilno dodeljena sprememba S. Namreč, če gre za dodan tloris stavbe na parceli, ki je že obstajal, potem ga se ne briše in ne dodaja novega. Brisanje in dodajanje je rezervirano v bistvu zgolj za enote obdelave, se pravi, kadar nekaj združujemo in delimo, ne pa zato, da smo v bistvu izvedli spremembo. Tloris stavbe je bil prej na nekem mestu, pa se je zdaj malo spremenil, tle je potrebno uporabiti S. Potem kontrola tlorisov. Smo že prej povedali, da mora biti tloris celotne stavbe enak uniji nadzemnega in podzemnega dela. Potem o točkah bomo v nadaljevanju več povedali, ampak kadar imamo točke tlorisa stavbe, ki sekajo mejo, takrat, in če je ta meja urejena, takrat jim lahko damo status, ne lahko moramo dati status urejene. V nasprotnem primeru, kadar so točke znotraj parcele, ne ležijo na nobeni parcelni meji, se pravi, ne pripadajo meji, imajo status 99.
in pa kontrola podatkov delov stavb. Če vpisujemo stavbo z vpisom katastrski vpis, potem moramo tudi del stavbe vpisati s statusom vpisa 4, se pravi vpis po zakonu o katastru nepremičnin. Tudi to je pač ena izmed kontrol baze. Toliko o teh osnovnih obrazcih. Poleg obrazcev, ki jih predpisuje 29. člen, smo že prej na začetku povedali, da imamo tudi druge sestavine elaboratov. Ena izmed drugih sestavin elaborata je tudi dokazilo, da so bile stranke, ki so se postopka izdelave elaborata ureditve meje niso udeležile, pa da so bile pravilno povabljene ali pa postopka vpisa stavbe ali pa sprememb stavbe. Pač potreben je seznam teh strank in datum, da se vidi, da so bile pravilno in pravočasno povabljene. Ukolikor pa imamo obravnavo s strankami, ki nimajo podatka vpisanega o EMŠO-ju ali matični številki pravne osebe, potem pa je potrebno podati tudi seznam teh strank brez EMŠO-ja in izkazovati tudi njihovo pravilno vabljenje z objavo najmanj 15 dni pred izvedbo postopka na terenu. Ukolikor izvajamo elaborat sodnega izvedeništva v sodnem postopku, v bistvu elaborat je popolnoma enak, XML datoteka je popolnoma enaka, s to razliko, da zahtevo poda sodišče v pisni obliki in da elaborat, tip podjetja tukaj sodišče in namesto matične številke podjetja gre za matično številko sodišča, ki vlaga elaborat. ID pooblaščenca pa se zapiše številka opravljenega sodnega izvedenca. V GeoProju pa moraš najprej definirati podjetje in sodnega izvedenca in šele potem pri izdelavi oddajne XML datoteke se izbere ustrezno podjetje. Poleg postopkov katastrskih postopkov, ki se izvajajo za zahtevo z elaboratom, o njih smo do zdaj govorili, imamo tudi kar nekaj postopkov, ki se izvajajo na zahtevo brez elaborata. Prej smo že povedali, da je možen izračun površine parcele brez elaborata, na enak način so možni tudi drugi izračuni površin, in sicer tlorisa stavbe, tlorisa zemljišča pod stavbo, območja stavbne pravice, služnosti, sestavin delov stavbe na parceli. Možno je spreminjati podatke v stavbi in delih stavbe, pač določene, tiste, ki se lahko spreminjajo zahtevo brez elaborata. Možen je izbris stavbe, oziroma ne samo, da je možen, tudi to je edini način. Izbris stavbe se lahko izvaja zgolj na zahtevo brez elaborata. Medtem ko se izbris dela stavbe lahko izvede tudi znotraj elaborata, kadar gre za rensko vpisan del stavbe. Ko delamo recimo vpis nove stavbe, pa imamo preveč rezerviranih delov stavbe, je to zdaj možno izvesti znotraj zahteve z elaboratom. Mogoče sem še beseda o preuštevilčbi stavbnih parcel, to so tiste parcele z zvezdico. Možno jih je izvesti tako po uradni dolžnosti, kakor znotraj elaborata. Pomembno pri tem pa je, da se parcela v sistemu rezervira identifikator, se pravi parcelna številka se izvede za rezervacijo. Sam postopek spremembe na tej parceli pa se ne izvede tako kot pri parcelaciji brisano in dodano, ampak se izvaja s statusom S. Se pravi, parcela z zvezdico se s statusom S spremeni v parcelo brez zvezdice, če povem čisto po domače. In pa potem imamo še možnost postopka uskladitve podatkov katastra nepremičnin. Vemo, da se najdejo napake tako z migracijo kot v starih elaboratih. Načeloma je to 110. člen zakona. Je pa v bistvu ugotovljene napake možno odpravljati
na enak način, kot so se odpravljale že prej. Se pravi, če izvajalec ugotovi strokovno napako v elaboratih zbirke listin, je prvi korak čisto identično kot do zdaj, da pripravi nek dopis, prilogo s tehničnim poročilom, v katerem piše to napako, kje in kako jo je ugotovil, priloži vsebine, ki utemeljujejo njegovo navedbe, ugotovljeni napaki, potem pove, kako vpliva ugotovljena napaka na opisane podatke katastra in poda predlog, kako bi se to napako odpravilo. Dopis s tem tehničnim poročilom se pošlje na OGU oziroma geodetsko pisarno, ki je vodila postopek, za katerega geodetsko podjetje zatrjuje, da je odkril napako. In na podlagi tega dopisa s prilogo se po potrebi pridobi mnenje geodeta, ki je potrdil elaborat, nato pa se v konkretnem primeru preveri, ali je še možna odprava te napake. Ukolikor je odprava napaka možna, se ugotovi, s katerim postopkom, in nadaljna komunikacija v bistvu in rešitev te odprave napake se izvede med OGU-jem oziroma geodetsko pisarno in tem izvajalcem, ki je napako odkril. Mogoče sem še nekaj opozoril. Taksne oprostitve, kadar geodetsko podjetje pri oddaji elaborata uveljavlja taksno oprostitev v določenem delu, se pravi ne za vse katastrske postopke, v tistem trenutku, ko odda in pač uveljavi to taksno oprostitev, ne more izvesti izračuna oziroma izračun lahko izvede, ampak ne dobi sklica na kartici postopka, kam naj nakaže preostalo takso. Ta zadeva se sproži oziroma je možna šele potem, ko v postopku, v procesu, v bistvu v upravnem delu že preglednik za takse potrdi upravičenost te taksne oprostitve in šele takrat potem geodetsko podjetje iz svoje kartice postopka lahko pobere podatke o sklicu in nakaže preostalo takso. Že prej sem na začetku govorila o enotah obdelave, so zelo pomembne in sicer enote obdelave, se pravi, govorimo o starem, kadar delimo ali združujemo parcele, stavbe ali delov stavbe, takrat pač moramo pravilno tvoriti te enote obdelave in zares so pomembne zaradi avtomatskega prenosa potem iz pravilno tvorjenih teh enot obdelav za pravilno izvedbo sprememb na zemljiški knjigi. Pri formiranju katastrskih postopkov znotraj elaborata je potrebno upoštevati, da vsako lastniško stanje v bistvu predstavlja en katastrski postopek. Se pravi, da če dva soseda naročita ureditev meje proti tretji parceli, pa sta ona dva vsak zase naročnika oziroma vlagata katastrski postopek ureditve meje, sta to dva katastrska postopka ureditve meje, ne moramo dati to vse v en katastrski postopek, vsekakor pa to paše znotraj enega elaborata. In mogoče samo še beseda o vrstnem redu oddaje elaboratov. Ne glede na to, kdaj je bila zadeva objavljena, kdaj je bila na terenu zadeva narejena, vrsta v bistvu oddaje elaborata se tvori v trenutku, ko geodetsko podjetje datoteke pravilno odda v informacijski sistem kataster in v tistem trenutku, ko se oddaja brez blokerjev zgodi, se v sistemu tvorita dva procesa, proces za upravni postopek in proces za takse in ob tem se skreira zahteva in številka zahteve z datumom in uro in v bistvu to kreiranje zahteve v bistvu predstavlja vrstni red oddanega elaborata. In v času oddaje, ko geodetsko podjetje odda ta elaborat, je smiselno, da predtem preveri, ali na tej parceli, ki jo oddaja oziroma ki jih oddaja v postopek, mogoče že teče kakšen upravni del, se pravi, so parcele že v sloju parcele v postopku, ker plombiranje, kot smo ga bili vajeni prej v sistemu, ko se je zgodilo takoj,
v bistvu se zdaj zgodi šele v fazi tehničnega postopka urejanja grafike akta. In šele takrat v bistvu se geodetskemu podjetju prepreči oddaja njegovega elaborata, ukolikor je tam že plombirana na tej parceli nek drug postopek. In še enkrat, sestavina elaborata zahteva naslovna stran, zapisnik, digitalni podatki, morajo biti med seboj usklajeni in identični.